Prehajamo na 6. točko. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan Switch številka 3, prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 18, predlagatelj župan, poročevalki pa dr. Marija Tadeja Ježek in dr. Darja Marinček Prosenc. Besedo ima dr. Marija Tadeja Ježek. Izvolite. Hvala lepa. Pred nami je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za oznako B11 Titan Switch, številka spremembe pa 3, pravna osnova je zakon o urejanju prostora, statute, področna zakonodaja. Tudi v tem primeru gre za prvo obravnavo. V času predhodne izdelave OPPN in uveljavljene spremembe so bili interesi območja urejanja zaradi različnega lastništva drugačno urejeni, kot so sedaj s predmetnim lastništvom so se spremenile tudi dejanske potrebe. Interes takratnega lastnika je bila gradnja stanovanjskih objektov z poslovno dejavnostjo, gospodarske razmere, ki si jih je povzročila pandemija v zelo kratkem časovnem obdobju, so se spremenile tudi potrebe lastnikov zemljišč, zato je bilo potrebno zaradi po potrebi po fleksibilnosti prostorskih izvedbenih aktov organizirati tudi ta akt in ga ustrezno spremeniti. Ta sprememba pa obsega v bistvu na obravnavanih parcelah, parcelna številka 1274/8, 1272/1 vse v KO Podgorje. S to spremembo prostorskega akta se na predmetnem območju predvideva razširitev nabora dopustnih podrobnih namembnosti z možnostjo graditve hotela, skladišča ter na podlagi te spremembe tudi urbanistična določila za vsako namembnost, kot so gradbena meja, višina objekta in faktorji zazidanosti skladno s strateškim delom OPN in dolgoročnim prestrukturiranjem proizvodnega območja. Tudi za ta akt trenutno poteka javna razgrnitev in sicer od 7. junija do vključno 8. julija. Javna obravnava je pa potekala prejšnjo sredo. Hvala lepa. Hvala, odpiram razpravo delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Anton Tone Smolnikar, izvolite. Hvala župan za besedo. Sprašujem seveda, ali je ta sprememba v hotelski objekt, poslovno-stanovanjski objekti v OPN-ju 2015, ali je bilo že v prejšnjih časih, ker na hitro se je to spremenil in težko si predstavljam, da tamle v K6 Utok v 12 letih nismo uspeli hotela zgraditi. Zelo težko si ga pa predstavljam v tem območju, tam levo od Paksa oziroma od Svita, ker sem sosed skoraj tam dolno. Ne zamišljam si, gledali bojo lepo Kamenško Bistrico, ker bo višja, ker zdaj toliko majhna, da jo nimaš kaj gledati, pa kakšna drevesa, kakšen zidalc tam čez obvoznico oziroma pred obvoznico, kakšen hotelskih velikih uslug pa v tem območju ne bomo. Morda bo edini dogodek, če bo Lidl se umaknil, pa se predstavil malo višji gor, to, kar smo že večkrat govorili, tako da si težko predstavljam, da zdaj kar naenkrat pa poslovno-stanovanjski objekt, to je ena luknja v zakonu, ali je to ena zgodba, ki se meni čudno sliši. Hvala. Hvala. Besedo ima dr. Marija Tadeja Ježek. Osnovni akt z oznako OPPN je bil sprejet, to se pravi in objavljen v uradnem listu 25/2010. Ja, v bistvu, potem je pa sprememba predpisa še v 2014, pa v lanskem letu pa letos. Že prej je bilo v bistvu mišljeno, kot sem uvodno rekla, v bistvu stanovanjska gradnja, ker se je pač to zemljišče prodalo. V bistvu je ta novi lastnik oziroma tudi sosed kupil to in pač v svetu so v poslovnih conah se umeščajo manjši poslovni te kompleksi, hotelski, to pa v bistvu z namenom kratkoročne nastanitve za poslovne zadeve. To ni v bistvu luksuzen hotel oziroma kar. Je pa tako, če ste videli tudi iz gradiva, to gre za manjši objekt. V bistvu je toliko velik, kot je bila mišljena stanovanjska gradnja. To v bistvu čist manjše. Kaj? To je v bistvu bolj za poslovne partnerje in podobno, ja.
Prosim. Hvala. Še kdo? Besedo ima Igor Žavbi. Jaz nikoli nisem razumel, kako je lahko en človek tako utrujen, da rab še popoldanski počitek. Dobro, zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan Svič številka 3 v prvi obravnavi, pa predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe dane na seji občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.